Biosferno območje Mura-Drava-Donava ob evropski Amazonki. Edinstveno in prvo 5-državno biosferno območje na svetu. Slovenija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Srbija. Pod zaščito UNESCO. Čeprav uradno še ni 5-državno, pa 5 držav že sodeluje in snuje. Želimo si trajnostnega razvoja, ki bo dober tako za naravo, kot tudi za ljudi. Na letni konferenci UNESCO-vega programa Človek in biosfera so pred meseci razglasili biosferno območje Mura, s čimer se porečje pridružuje 685 svetovnim za naravo pomembnim območjem. V Veliki Polani pa predstavili dobre prakse sodelovanja. Želja nam je, da učinimo to područje prepoznatljivim. Želimo si, da postane to območje prepoznavno v javnosti. Njegova izjemna biološka raznovrstnost, tudi turistične možnosti, sobivanje človeka in narave. Ta mir, tišino, lepoto zaznavajo ljudje, ki prihajajo sem na obiske. Prebivalci, ki to doživljajo vsak dan, pa se morda niti ne zavedajo, kakšno bogastvo imajo in v kakšnem blagostanju živijo. Koje bogatstvo imaju i koje blagodeti žive. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave ima kot osrednjo nalogo v projektu sodelovanje Mura-Drava-Donava, pripravo in usklajevanje koncepta revitalizacije rečnega prostora reke Mure in ohranitev reke. Pri čemer se pa kot ohranitev pri nas ne razume, da stanje ostane takšno, kot je. Mi se namreč zelo dobro zavedamo, da je stanje reke Mure zaradi preteklih posegov takšno, da če želimo ohraniti to bogato naravo in vse ekosistemske storitve za lokalne ljudi, ki izhajajo iz te narave, je reko Muro in njen poplavni prostor nujno potrebno revitalizirati. O tem pravzaprav poteka v regiji debata že 30-40 let. Mi smo želeli v sklopu tega projekta ali pa dobili možnost v sklopu tega projekta narediti korak naprej in pripraviti konkretni predlog nekih sonaravnih rešitev, ki bi pomagali zaustaviti te negativne procese, kot je poglavljanje reke struge, izgubljanje mrtvic, rokavov in tako naprej, s čemer je povezano upadanje podtalnice, izguba tudi mogoče za bodoče rodove vira pitne vode v Muri in tako naprej. Pripraviti neke predlog rešitev, ki bi bile sprejemljive, pripravljene tudi strani lokalnih strokovnjakov. Pri pripravi tega koncepta nam namreč pomagajo strokovnjaki iz lokalnega okolja, iz področja vodarstva, gozdarstva, kmetijstva, s katerimi želimo najti rešitve za prihodnost, da bomo ohranili naravo in tudi za ljudi ekosistemske storitve, ki jih Mura vsem nudi. Zato zdaj partnerji z tega območja usklajujejo akcijski načrt in aktivnosti za povezan razvoj, občina prispeva rečno šolo kot interpretacijski center za biosferno območje. Občina Velika Polana skupaj z Mariborskim zavodom za varstvo naravne dediščine usklajuje določene aktivnosti, v katere so vključeni tudi vsi ostali deležniki Pomurja v okviru delavnic, da se pripravi akcijski načrt tako na področju turizma, na področju kmetijstva, na področju voda in da se potem tisti projekti v naslednji fazi tudi vsi izvedejo. Na Hrvaškem že imajo izkušnje, smo upravljavci odgovorni pred zakonom in odgovorni pred UNESCOM. Ljudem želimo izboljšati njihov status, jim ga približati, poudarja Arnold Sabova. Poučiti ljude, odnosno prezentirati im i pomoći. Podučiti želimo ljudi in pomagati, da sami spoznajo prednosti takega območja pod UNESCO-ovo zaščito, da so tu številne možnosti tudi za razvoj turizma, ker so v svetu specializirane skupine turistov, ki obiskujejo samo UNESCO-ova zaščitena območja po svetu. Njih torej ne zanimajo ne Hrvaško morje, ne slovenske ali avstrijske planine. Njihov cilj so zaščitena območja pod UNESCO-ovo zaščito. Ciljano područje pod zaštitom UNESCO-a. Mi v okviru Murskega razvojnega partnerstva si želim, da pripravimo en poseben zaokroženi nabor projektov tega področja, ki bo nekako tudi usklajen s tem akcijskim načrtem in bo dejansko še bolj povezal to obmursko razvojno področje, ne samo s kolesarsko stezo, ki jo zdaj planiramo, ampak še tudi z drugimi. Sve više ljudi dolazi na krstarenje.
Vse več ljudi prihaja na vožnjo z ladjami na teh naših čudovitih rekah, spotoma obiščejo našo kulturno dediščino, spoznavajo tradicionalni način življenja, uživajo pa tudi v ponudbi hrane in pijače, posebno vina. Pića, pogotovo vina. To so lahko tudi Akademija blata, tradicionalni izdelki iz lesa ali izpiranje zlata v reki. Ali celo Bilo da im ponudite da gledaju kako lišće. tudi, če jim ponudite, da gledajo, kako odpada listje. Najdražji turistični izdelek na japonskem tržišču. Turistički proizvod na japanskom tržištu. Ja, tudi to je lahko biosferno območje ob evropski Amazonki.